rodi, ki krepeli dočaka dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Na rojah rozbosakne vrag, le sosed po mejah. Na rojah rozbosakne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejah. Lepo pozdravljeni vsi vi, vsi mi, ki smo se danes tukaj zbrali, da počastimo spomin na naše pokojne, ki so zapisani v kapelici za menoj, da se spomnimo tudi vseh drugih žrtev, ki so kakorkoli trpele pod totalitarnimi sistemi. Pred 2 dnevoma, 23. avgusta, je vsa Evropa obeležila spomin na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Temu spominu se danes pridružujemo tudi mi, saj so Rovte že med vojno, predvsem pa po končani drugi svetovni vojni, dale ogromen davek vsem trem totalitarnim sistemom, fašizmu, nacizmu, daleč največ pa komunizmu, ki je svoj davek v takšni ali drugačni obliki terjal še dolga leta po vojni. Danes se spominjamo tudi 75-letnice postavitve Marijine kapelice, posvečene Mariji, kraljici Slovencev, ki so jo 1944 dali postaviti rovtarski domobranci z namenom, da bo trajen spomin na vse padle v prvi in do takrat padle v drugi svetovni vojni. Poudarjam, da so na spominske plošče v kapelici dali zapisati vse rovtarske žrtve, ne glede na kateri strani so padli. Kapelico je 5. novembra 1944 blagoslovil takratni logaški župnik gospod Skubic, spominske plošče je odkril domači župnik Zalokar, zbrani množici pa je spregovoril domobranski kurat, nadporočnik Franc Kunster. Verjetno tisti rovtarski fantje, domobranci, ki so takrat ponosno v procesiji nesli Marijin kip v kapelico in ponosno stoječi v vrsti prisostvovali blagoslovu kapelice, niso niti slutili, da bodo že čez nekaj mesecev morali zavedno oditi od doma in da njihovo zadnje počivališče ne bo blagoslovljena zemlja. To slutnjo pa je imel Ivan Hribovšek, slovenski pesnik in filolog, rojen 19. junija 1923 v Radovljici. Leta 1944 se je pridružil domobrancem, 1945 delil z njimi tragično usodo odhoda na Koroško in vrnitve na Teharje, kjer se je za njim izgubila sled. Prisluhnimo njegovi pesmi z naslovom Pomladna pesem 1944. Prišla bo ura, ko bo treba iti. Nihče ne ve, ne kam in ne zakaj. Pekel nasilja, kletev in izdaj se bo odprl v podobi grozoviti. Zaman bile vse radostne so sanje, zaman zaupanje zgubljenih dni. Kje so nekdanje luči, da jih ni? Vemo za vse, mrak se bo zgrnil nanje. O to prekletstvo,
ko bi hotel rasti, razpeti sile kot napne selok, zoreti hrepeneč v zaključen krog, pa moraš brez besede bedno pasti. Šel bom brez pesmi, ki jo čutim v sebi in ki je zrela, da se razcvete, še gnev in jeza, ki po meni vre, še ta dva, slutim, bosta ostala tebi, uboga zemlja, ki sem v te položil ljubezen svojo, polno nad, strahu, da ozdravela bo v pomladnem snu. Nikomur ne bom svoje bede tožil. Bog vedi, kdaj že vse sem bil izgubil. Morda v molčanju mrtvega srca spet pesem vdano mi zatrepeta. Povedat pridem, ko jo bom obudil. O dogodku blagoslovitve kapelice je takrat poročal tudi časopis Slovenski dom, ki je podal tudi podroben opis kapelice in njene simbolike. Surovo obdelani kamni, iz katerih je zgrajena večina kapelice, so kot krute, neusmiljene roke, ki so v obeh vojnah slovenskim družinam ugrabile očete in sinove. Pod oltarno ploščo je posebna luč, ki meče žarke na imena padlih, vklesanih na plošče okrog nje. Na oltarju je podstavek, ovit v slovensko zastavo in okrašen s slovenskim nageljnom. Na tem podstavku stoji Marijin kip. Na levi in desni strani kipa sta plošči z imeni padlih. Nad eno ploščo sta letnici začetka in konca Prve svetovne vojne in v sredi križ obdan s trnjevo krono, nad drugo ploščo pa letnici Druge svetovne vojne in križ s krono, ki pomeni, da so nekateri padli v tej vojni dosegli krono mučeništva. Čez celo zadnjo stran kapelice nad imeni padlih lebdi senca križa. Sprednja stebra kapelice sta okrašena s kapitli, na katerih je upodobljen slovenski nagelj. Iz vsega tega izhaja dvojna misel. Križ daje smisel našemu trpljenju in Marija je kraljica Slovencev. Zdaj vemo, od kod so črpali moč rovtarski fantje, da so z molitvijo na ustnicah padali v jame, kraška brezna in rudniške rove. In zdaj vemo, od kod moč rovtarskemu kuratu Francu Kunstlju, da je še potem, ko so ga vsega pretepenega in zmaličenega do neprepoznavnosti ter z odsekanimi dlanmi privlekli iz zloglasnega bunkarja na Teharjah in da je še tedaj blagoslavljal domobrance in jim delil odvezo, preden so jih odpeljali v smrt. Domobranci so svojim mrtvim soborcem, ko so se poslavljali od njih, navadno zapeli pesem Oj dober dob. Tudi ob blagoslovu kapelice 1944 so jo zapeli. In prisluhnimo ji tudi danes. Slovenskih fantov grob, kjer smo kri prelivali.
svoboda, domovino, kjer smo mi pokopali